Živjo, jaz sem Uršula Butkovič, in ena od stvari, ki jo počnem, je tudi karierno svetovanje. Moj nasvet je, da včasih začnemo s stvarmi, ki nam niso všeč. Se pravi, da gremo preverjati vse tisto, kar nam ni všeč, in potem skozi proces izločanja mogoče lažje pridemo do enega malo ožjega izbora tega, kar nam je všeč, in na podlagi tega se potem malo lažje odločimo, kaj je tisto, kar je za nas. Zelo pomembno je, da se dobro pozanimamo o tem, kakšna je šola, kakšen program je. Predvsem pa tudi ena stvar, ki jo vidim, da dostikrat dijaki pozabijo ali pa mladi pozabijo, je to, da grejo pogledat predmetnik. Ker imajo neko idejo o tem, kaj naj bi ta program bil. Skozi predmetnik pa mi dejansko vidimo, katere predmete bo, koliko bo, ne vem, prakse, če bo kakšna praksa, kdaj bo, kaj vse se bomo na tem programu učili, na tej šoli. In se pravi, da se čim bolj detajlno pozanimamo o tem, kaj je šola oziroma program, na katerega se želimo vpisati, kaj obsega, in da na podlagi tega tudi vidimo, so to predmeti, ki nam bojo šli ali pa nas zanimajo, ali pa včasih tudi ugotovimo na podlagi predmetnika, da ta program pa ni za nas. Ja, to je zelo dostikrat, sploh ko smo še mladi, ne, in se še oblikujemo, imamo zelo široko paleto tega, kaj vse nas zanima v življenju. In je včasih, mislim, dobro pomisliti na to, kaj so neke stvari, ki so bolj primerne za neko poklicno, profesionalno pot, nekaj, s čimer si bomo služili plačo, recimo. In kaj so tiste stvari, ki so mogoče malo bolj primerne za hobi, da razvijamo kot neko obšolsko dejavnost. In recimo v tem primeru pravni gozdar, ne, če nas oboje zanima, lahko se vpišemo na pravo, ne, in profesionalno se posvetimo temu, še vedno lahko nas zanima gozd, okoljevarstvo in to, in se potem kasneje v karieri te dve strasti ali pa ta dva zanimanja lahko tudi združita in postanemo neki okoljevarstveni pravnik, recimo. Tudi po mojih izkušnjah, ke se trudim delati to, kar mi je všeč, ne bom rekla, da to ni dober nasvet, ni pa popoln nasvet. Zato ker, če si mi izberemo nekaj, ne, kar je naša strast, v čemer uživamo, slej ko prej bomo prišli do dela tega poklica ali pa tega, ne opravljanja profesionalno, tega dela, ki nam ne bo všeč. Zato ker noben poklic, nobena strast, noben hobi ni 100% nam všeč in vedno pride neki procent tega, da se soočimo s stvarmi, ki nam niso všeč. In tudi če recimo mi radi, ne vem, snemamo videe, smo influencerji, ne, ko se pogovarjaš z influencerji, ki to dejansko so, vidiš, da je to jemljejo kot službo in tudi niso toliko navdušeni, kakor so bili, ne vem, na začetku, ko so se s tem mogli ukvarjati, ker zdaj se soočajo s tem, da morajo skozi in skozi novo vsebino proizvajati in postane to naporno in bi tudi včasih radi samo uživali, pa morajo poskrbeti za to, da objavijo, ne vem, 5-6 videov na dan novih in ne, sploh če si hočejo vzeti 14 dni dnevne počitnice, to pomeni, da morajo stvari na zalogo delati, da morajo se ukvarjati s promocijo, z marketingom, s povezovanjem, s finančnimi aspekti tega, kar, ne vem, svoj posel prinese. Tako da vedno, ne, ko pridemo do tega, da delaš svojo strast kot svoj poklic, s katerim se preživljaš, prideš do dela, ki ti 100% ne bo všeč in bo muka. Je pa definitivno lažje, da v življenju počneš nekaj, kar ti je v osnovi všeč, ker potem tudi ta del
ta mučen del poklica veliko lažje narediš, ker če že v osnovi delaš nekaj, kar ti ni všeč, potem pa še ta mučen del zraven pride, to pa je zelo naporno in 40-50 let delati stvari, ki ti niso všeč, je pa tudi ni najboljša perspektiva za življenje, no. Moje mnenje in stališče je, da vedno ne v času, se pravi v tem izobraževalnem času, imamo raje kakšno leto ali pa kakšno šolo, kiksnemo in falimo, pa izgubimo kakšno leto, pol leta, 2 leti za nekaj, kar ugotovimo pač, da nam ni všeč, ker je veliko lažje takrat še vedno pač se preusmeriti, se prepisati, iti na novo šolo, se čisto preusmeriti na neko drugo karierno pot, kot je to kasneje v življenju delati, ne. In ko smo pač, ne vem, stari 13 let, 15 let, 18 let, se nam zdi eno leto izgubljeno katastrofa, ampak veliko lažje je izgubiti eno leto takrat, pa potem se usmeriti na neko pot, ki nam je bolj zanimiva, pa na kateri bomo pač dolgoročno ostali, ker to leto v primerjavi s 40 let dela potem v tem poklicu je res minimalni strošek, če temu tako rečemo. Še vedno pa, kadarkoli mi kasneje ugotovimo, da nismo na pravi poti, da delamo nekaj, kar nam absolutno ni všeč, oziroma da bi se radi preusmerili, tudi ko smo stari 30-40 let, je še vedno čas, da se preusmerimo, ker še vedno nas čaka 20 let poklica, karierne poti in je fino, da počnemo nekaj, kar res z določeno mero veselja, no, in strasti opravljamo. Mislim, šola, ne, je pomembna, pa ni pomembna pač zato, da delamo, kar bomo na koncu počeli v življenju in s čimer se bomo preživljali. Je pa nek dober temelj, neka osnova, na kateri gradimo, ker nam da neke veščine, da nam neka znanja, in tudi če ne bomo mi konkretno tega poklica naprej opravljali, še vedno pa dobimo pač neko strukturo, neka znanja, ki so uporabna, tudi če jih apliciramo na kakšni drugi poklicni poti, predvsem pa, ne, stališče pač delodajalcev, tudi s tem, da mi zaključimo neko šolo, neki izobraževalni proces, s tem, ne, tudi če ni točno to, kar, ne vem, oni iščejo, ali pa ni to, ne, šola, fakulteta, s katero pač opravljaš poklic pri njih konkretno, dobijo pač to potrditev, da znamo stvari speljati do konca, ne, in z neko diplomo, z neko maturo, z pač poklicno maturo, kakorkoli, mi dajemo sporočilo pač delodajalcem, predvsem v tem primeru, da, ne, ko nekaj začnemo, naredimo do konca, in to je v bistvu pač to, kar želijo vedeti, ne. Da tudi, ko bomo pri njih se lotili enega projekta, da ga bomo speljali do konca. Zelo, zelo težko vprašanje, zato ker je zelo odvisno od primera do primera, ker vemo, da, ne, nekje se starši mogoče malo preveč vključijo in zadušijo pač neki interes in neke želje otroka, ki se odloča, kaj bi rad v življenju počel. Na drugi strani imamo pa včasih kakšne starše, ki so pa sploh nič vključeni, pa bi lahko z nekimi svojimi predlogi, s svojim pogledom na to in tudi s svojimi izkušnjami, ne, saj imajo svojo službo, svojo kariero in tudi s tem lahko pač neka določena vodila ponudijo otrokom. Tako da je zelo, zelo odvisno od primera do primera, ampak na kar moramo pač res paziti, je to, da slišimo to, kar pač naš otrok rabi v tem primeru, in da se probamo temu prilagoditi. Se pravi, ne forsirati svojih želja in mogoče svojih neizpolnjenih poklicnih ciljev na otrocih,
ali pa tudi, da ne jih pustiti čist brez kakršnega koli vodenja, da če nič drugega, da jih lahko samo, ne vem, peljemo na informativne dneve, ki si jih želijo, da jih peljemo na kakšno karierno svetovanje, da jih pač malo potisnemo v to, da se začnejo ukvarjati s tem, da bo treba pač na neki točki napisati nekaj na prijavnico. In če kakšno leto, dve prej začnemo o tem razmišljati in da starši tudi malo pomagajo tistim, ki mogoče sploh še niso tam, je to tudi lahko priporočljivo, ne. Definitivno pa ne zadušiti in preslišati tega, kar si pa otrok zares želi. Mislim, zelo odvisno je, zato ker je tudi od različnih šol odvisno, koliko, ne vem, so svetovalne službe tudi aktivne pri tem. Definitivno pač glavni nasvet je, dajte se pozanimati kot starši ali pa tudi kot otroci, kaj je na voljo v vaših šolah, kaj je na voljo, ne vem, na nekih kariernih sejmih, informativi in vse tako naprej. Kaj je na voljo tudi v kakšnih mladinskih organizacijah, ki imajo tudi veliko enih programov na voljo, s katerim otrokom pač pomagajo se usmeriti v neko kariero in se predvsem pač pozanimati in potem uporabiti vsa ta orodja, ki so na voljo. Mislim, to je zelo nehvaležno vprašanje, zato ker poklici prihodnosti vemo, da trenutno smo v obdobju te revolucije umetne inteligence in se pričakuje, da se bo trg dela korenito spremenil v prihajajočih letih, zato ker pač tako kot se eksponentno razvija umetna inteligenca, tako se bojo prilagajali tudi poklici okoli tega. In eni poklici, ki so danes aktualni, bojo izginili, pojavili se bojo pa novi, ne. In to je vedno problem teh hitrih sprememb, ker pač izobraževalni sistem temu ne more slediti. In zato je pač pomembno, ne, da probamo slediti temu, kar se na tehnološkem področju dogaja. In potem v času, ko bomo mi prišli na trg dela, biti približno usposobljeni za stvari, ki jih pač delodajalci, podjetja potrebujejo ali pa da jih bomo mi kot podjetniki sami razvili. Definitivno pa trenutno so deficitarni poklici tisti, ki so veliko bolj praktični in iz poklicnih šol, zato ker je pač to nekaj, kar so pretekla desetletja recimo, so usmerjale otroke veliko bolj v gimnazijske programe in potem univerzitetno izobraževanje in zdaj nam manjka pa električarjev, avtomehanikov, pač praktičnih poklicev. Tako da trenutno je to, ampak kaj bo pa čez leta, pa žal noben ne ve. Ja, jaz redno gledam tudi napovedi, kaj so v bistvu pač neki poklici prihodnosti. In moram reči, da se stvari toliko intenzivno spreminjajo, da je res to težko napovedati. Recimo 3-4 leta nazaj je bilo, vsi poklici, ki so lahko avtomatizirani, se pravi, ne vem, nek bančni uslužbenec, je lahko, se pravi, računovodja, vse to, kar se da digitalizirati in posledično tudi avtomatizirati, so to ogroženi poklici, ne. In je bilo na vrhu lestvice so bili pač neki poklici, ki so ki zelo delajo pač na teh osebnih stikih in intelektualnih sposobnostih. Ne vem, bilo je, da terapevti, pravniki, vse to, da ni šans, to pa umetna inteligenca ne bo zamenjala. Danes je slika že drugačna, ne. Vemo že, da veliko ljudi uporablja ChatGPT pač in druge AI programe za to, da pač osebno podporo dobijo, ne rabijo več terapevta.
da pravniki ne, so tam, kjer jih pač umetna inteligenca že premaguje in pišejo spise in ne, da ne vem, članki na internetu jih je veliko več napisanih z umetno inteligenco, kot si mi mislimo, borze, vse to, mislim, ne, in toliko je tega, da je težko res napovemo. Ne, in zato je pač res pomembno, da sledimo tem trendom in probamo v bistvu držati korak s tem, zato da pač ne, ker smo v letu, dveh padamo v zadnji in mislim, da pri mladih ni to taka težava, kot je mogoče pri starejših generacijah. Ne. Tako da mladi imajo to afiniteto ponavadi, da sledijo tem tehnološkem razvoju, tako da načeloma jaz mislim, da se bojo znali zelo dobro prilagoditi temu svetu, v katerem bo umetna inteligenca imela še veliko večji pomen in vpliv, kot ga ima danes. Ja, recimo ne, vse te veščine, ki jih mi gradimo skozi neko poklicno strokovno izobraževanje, so veščine, ki pač jih umetna inteligenca ne more vzeti. Na čemer bomo mogli veliko bolj delati, po mojem mnenju, in tudi po teh prvih raziskavah, ki ven prihajajo, so pa te medosebne veščine, zato ker umetna inteligenca se postavlja kot nek član ekipe, s katerim pač bomo mogli upravljati in imeti neko interakcijo z umetno inteligenco, hkrati pa tudi med sabo. Ne? In prve raziskave recimo že kažejo, da v ekipah, kjer je umetna inteligenca ta tretji član tima, da ljudje bolj zaupamo umetni inteligenci in se bolj zanašamo na umetno inteligenco, in to je nekaj, s čimer bomo mogli v prihodnosti se malo bolj aktivno soočati in tudi kot vodje, kot zaposleni, se pravi, znati upravljati to hibridno vlogo med tem, kaj nam umetna inteligenca da in tehnološki razvoj, in tem, da mi še vedno kot ljudje imamo tudi svoje potrebe in to dvoje v bistvu pač skupaj dati. Ne? In to, kar se strokovno naučimo, te trde veščine, se jih bomo še vedno lahko naučili in še toliko bolj s podporo umetne inteligence. Na teh mehkih veščinah pa mislim, da bomo mogli veliko bolj aktivno delati, zato da bomo to dvoje lahko skupaj združili in tudi to znali kvalitetno upravljati, no? Zato da ne bomo mi ostali v ozadju, ampak da bomo skupaj z umetno inteligenco šli naprej.